Mogoče za vse, ki ste tukaj z mano zdaj na novo, moje ime je Maja in podjetnikom in podjetnicam pomagam pri grajenju brenda, vse od postavitev temeljev, celostne grafične podobe in pa spletne strani, ki konvertira. Tukaj se še pa zgodba ne ustavi, ker gremo potem še naprej, ko imamo vse postavljeno, torej brend naprej še gradimo. To je nekako na kratko, kar jaz počnem za vse, ki smo mogoče novi, tako da dobrodošel, dobrodošla. Danes pa imamo eno prav posebno srečanje. Jaz sem pripravila kar nekaj vsebin, tako da predlagam, da v bistvu gremo kar v akcijo. Seveda bom vesela tudi vaših komentarjev, lahko jih zapišete v komentar. Bom pogledala, bomo imeli na koncu tudi še časa za vprašanje in odgovore, če bi slučajno še kaj bilo. Vesela pa bom tudi, če imaš kakšen aha, da ga podeliš z mano, ali pa kakšno vprašanje, komentar, tako da komot so odprti tudi komentarji za to. Vabljen, vabljena, če želiš, lahko se pa tudi potem unmutaš, vklopiš kamero, pa se tako preklopiš, seveda čisto po tvojih željah. Ok, zdaj bom pa v bistvu delila s tabo še ekranček, zato da bo še malo bolj pestro, oziroma da bo tudi tebi bolj znano, o čem govorim. Da še malo vizualne komponente. Torej, danes bomo v bistvu govorili o tem, kako zgraditi profitabilen brand, ki te bo izpolnjeval in ti pomagal, da v svetu narediš resnično spremembo. In to na popoti, kjer se ne skuriš in zapraviš tone denarja. Zdaj, jaz verjamem, da je ta naslov bil za marsikoga mogoče malo osladen, mogoče malo že taki sladki, a ne? Ampak jaz resnično verjamem, in pač vse, kar delam, je tudi v skladu s tem, da sledimo temu, da pač res brand oziroma naš posel ni samo nekaj, kar bo dal nam zaslužek, ampak da dela res v svetu eno spremembo oziroma da z našim delom delamo velike spremembe. In če si tukaj oziroma ker gledaš ta video, vem, da si želiš tudi ti mogoče v svetu narediti tiste ta prave spremembe, a ne samo dodajati nekaj v svet, mogoče kakšne ponudbe ali pa dodatne informacije, ki nimajo neke velike vrednosti, ampak narediti tiste res ta prave spremembe, ki jih sigurno potrebujemo. Verjetno si želiš živeti svoje poslanstvo, verjetno ni tvoja vizija samo to, da delaš in da zaslužiš dovolj za prispevke, dovolj za položnice, ampak da zraven tudi v delu uživaš. In iz lastnih izkušenj ti povem, da je to definitivno možno. Danes bomo tudi pogledali, kako po korakih. Okay? In verjetno si tudi želiš imeti profitabilen brand. Kar pomeni, da ne zaslužiš samo dovolj za preživetje, ampak da imaš tudi pač res velik profit oziroma zaslužek. In če slučajno ima kdo tukaj kakšen negativni pomislek, da to je pa nekaj slabega, če imamo velik profit, iz mojega stališča je to nekaj fantastičnega, ker več kot ti lahko zaslužiš, bolj lahko podpreš svoje stranke, lahko denar vložiš v projekte, ki bojo potem zrasli še naprej, dodajali vrednost in tako naprej. Tako da v mojem svetu je v bistvu to blazno pomembno in ena izmed zelo pomembnih stvari torej tudi je, da služiš, ker lahko ali najameš dodatno pomoč, osvežiš oziroma dopolniš svoje storitve, lahko imaš potem tudi več časa, si vzameš za svoje stranke, se z njimi bolj poglobiš in imaš tako pač še boljše storitve. Tako da to je definitivno ena izmed zadev, ki bomo danes pogledali. In danes res bomo šli bolj globoko v to tematiko, kako zdaj pa zgraditi tale brand. In to naše srečanje za vse tiste, ki so na eni strani na začetku poti, to je v bistvu fantastičen začetek, ker dobiš mogoče eno tako širšo sliko, kaj je potrebno in tako naprej. Potem je pa tudi za tiste, ki so že globoko v poslu, pa mogoče rabijo še malo si izpiliti, zaradi tega, da hitreje napredujejo, ali pa mogoče samo spremenijo kakšen delček, ali pa tudi za tiste, v bistvu, ki so že v poslu, pa so mogoče prišli do ene točke, ko potrebujejo en preboj. In to v bistvu je ena taka bližnjica, kako pridemo do uspeha. Ker velikokrat se zgodi, da lahko mi zgradimo en posel in potem na eni točki se nam ustavi.
In ko se nam ustavi, seveda potem moramo nekaj spremeniti, da gre to naprej. Tako da, če slučajno imaš občutek, da si kot oni hrček, a ne, na kolesu, ki laufa, torej si zaposlen, imaš veliko dela, ampak veš, da to dolgoročno mogoče ni vzdržljivo, ker ti mogoče ali vzame preveč časa, ali ti vzame preveč energije, mogoče nimaš dovolj zaslužka, ne. To so vse recimo znaki, da si na enem mestu in da pač je fajn, da prideš do enega preboja. Okay? Tako da bom v bistvu zdaj s tabo delila nekako po korakih, kako lahko zgradiš brand plus spletno stran strategijo, ki vodita v uspešen posel z misijo. In to torej takšno, kjer v svetu narediš tiste prave spremembe, kjer ti omogoča torej živeti tvoje poslanstvo. Če slučajno ne veš, kaj to je, lahko pač tudi seveda pretestiraš, ugotavljaš, raziskuješ najprej to, kar je, ampak seveda običajno je tako, ko začnemo delovati na svojem področju, lahko hitro začnemo ugotavljati, kaj nas veseli, kaj so tiste naše specialitete, ne? Običajno, če slučajno kdo ne ve, kaj je poslanstvo ali pa ne ve, kaj ga veseli, ravno zadnjič sem z eno stranko o tem govorila, ne, da je bila v službi, ampak je ni ta služba izpolnjevala, je res hodila v službo samo zaradi denarja, ne? In si je želela v bistvu zraven zgraditi posel, ki jo pa bi izpolnjeval. Ampak njeno vprašanje je bilo, da v bistvu sploh ne ve, kaj to je, a ne? In to jasnost običajno ne pade z neba, ampak jo je treba mogoče raziskovati, iti mogoče po poti, da poskusiš malo tega, malo onega, da vidiš, kaj ti je všeč, a ne? Ker včasih lahko imamo v mislih, wow, nekaj bi mi bilo ful všeč delati, potem pa mogoče to poskusimo, pa vidimo, da to mogoče ni za nas. Tako da vse to je nekako za uspešen posel, torej je moja vizija, da imaš vpliv v svetu, da živiš svoje poslanstvo, da veliko zaslužiš, da imaš veliko profita in pa hkrati tudi to, da imaš več časa. Zdaj, jaz sem v bistvu že pomagala veliko mojim strankam, tukaj jih je samo nekaj, a ne, v preteklih letih, zdaj letos bo ravno 10 let, ampak to že delam v bistvu 10 let plus, a ne. Torej sem pomagala v bistvu priti do tega transformacije, do tega preboja, in tudi one v bistvu so čez ta proces potem prišle do velike jasnosti, oziroma velikokrat rečem, oziroma dobim feedback, a ne, da je to bilo eno tako potovanje, sodelovanje in da so prišle na drugi strani čisto transformirane, zaradi tega, ker smo se res šli po korakih in da šele zdaj vidijo, kako graditi posel, kaj je tisto jasni koraki, ki jih morajo narediti, a ne, in kako v bistvu zdaj naprej. Ampak seveda zmeraj ni bilo, tudi pri meni v bistvu zmeraj ni bilo tako, da sem recimo imela veliko strank, da je čakalna lista recimo za delo, a ne, to so tisti ta sladki problemi, kot bi lahko rekli, so potem, a ne, ampak seveda zmeraj ni bilo tako. Ko sem jaz v bistvu začela na svoji poti, je običajno sem se ukvarjala v bistvu z vsem, kar je kdo rabil na področju spletne strani oblikovanja, a ne, in nekako je veljalo, da vse, kar je lepo, pa da je moderno, pa po zadnjih trendih, da to je to. Ampak čez čas, v bistvu zelo hitro sem ugotovila, da v bistvu ni tukaj ta pravih rezultatov, tako za moje stranke, kot tudi v mojem poslu. In da to v bistvu, da jaz delam samo vse, kar potrebujejo, a ne, sem jaz v bistvu konec meseca glih toliko za eno slabo plačo recimo zaslužila in vedela sem, da ok, vikendov itak nisem imela prostih, vedela sem, da pač je treba nekaj spremeniti. A ne? Zato sem v bistvu začela iskati poti, oziroma kje je problem in kaj je potem rešitev, da razviješ seveda posel. In takrat se prav spomnim, da ko sem gledala kakšne videe ali pa te sploh iz tujine, kakšne ameriške te coache in to, ne, so govorili, da moraš živeti svoje poslanstvo, ne, da to je tvoj posel, in zmeraj se mi je tako zdelo to tako zelo oddaljeno, tako zelo nemogoče, ne. Ampak zdaj pa v bistvu razumem,
kaj so mislili, in lahko rečem, da v bistvu škoda, da nisem poslušala prej, oziroma škoda, da nisem investirala v mentorje, recimo že prej, ker vidim, kakšen prihranek časa in pa tudi denarja in pa kakšen preskok v bistvu lahko narediš. Tako da v bistvu jaz sem začela potem raziskovati prve mentorje na različnih področjih sem najela, čeprav finančno nisem bila zmožna, ampak sem vedela, da če ne bom drugače naredila, se pravi, to je tisti pregovor, da če vedno imamo isti mindset, če vedno isto delamo, potem ne moremo pričakovati drugačnih rezultatov. Zaradi tega vem, da sem takrat investirala tudi še bolj v znanje, v mentorje in tako naprej, in v bistvu nekako odkrila, kako v bistvu je treba na posel gledati bolj holistično in da vse ima nekako svoje mesto. In danes bom v bistvu s tabo delila 3 zelo pomembne skrivnosti, ki lahko pomagajo tudi tvojemu poslu, in to je skrivnost 1, kako v bistvu narediti spletno stran kot najboljši prodajalec, ki deluje 24 ur na dan, 7 dni v tednu, brez dopustov, praznikov in pa bolniških. Ok, bolniške mogoče samo takrat, ko delamo posodobitve ali pa kaj takšnega, par minutk, ampak načeloma, da v bistvu na spletno stran ne gledamo kot na nekaj, kar moramo v svojem poslu imeti, ampak na prodajalca oziroma asistenta, ki ti bo pomagal pri pridobivanju strank. Tako da to je prva skrivnost, ki si jo želim deliti s tabo. Sej vem, da ni to zdaj ful skrivnost, ampak bom pa s tabo delila celoten sistem, kaj vse, katere delčke potrebuješ, da narediš tako spletno stran. Druga skrivnost oziroma druga točka, o kateri bomo govorili, je, kako izstopiš iz konkurence in postaneš magnet za svoje idealne stranke. In pa tretja skrivnost je, kako zdaj narediti potem sistem za generiranje novih strank in ohraniti avtentičnost. Jaz recimo zelo zagovarjam, da pri svojem delu v bistvu res ohranimo svojo avtentičnost in da zmeraj lahko najdemo pot, kjer je to možno. Tako da gremo pogledati prvo skrivnost, skrivnost v narekovajih. Torej, prva točka, ki jo želim, da jih pogledamo, je torej spletna stran. Pa kaj je zdaj ogrodje te spletne strani za strategijo? Zdaj, to ogrodje jaz s tabo delim in ga delam individualno z mojimi strankami, zmeraj gremo po teh korakih, in pa tudi v vseh mojih mentorskih programih gremo po tem sistemu. Tako da definitivno pomembne točke, in vsaka točka, tudi če se ti zdi, sej to pa že imam ali pa sej to že vem, te povabim, da se odpreš mogoče še za kakšne nove informacije, novi vidik, da vidiš, iz druge perspektive, kako lahko pa jaz še to izboljšam. Ker dejstvo je, da če slučajno te spletna stran ne deluje zdaj kot prodajalec, če ti ne deluje zdaj kot asistent, potem je v 99,9% verjetnost, da ena izmed teh točk ni pokrita. In sicer ogrodje spletne strani, strategijo je nekako tako, da najprej potrebuješ temelje skupaj z vizijo, potem dizajn z sporočilnostjo, bomo pogledali vsako točko zdaj še posebej, potem potrebuješ strategijo spletne strani, spletno stran, lijak za nove stranke in pa kako zdaj stopiti potem, ko imamo pred novo občinstvo. In zdaj pogledali bomo vsako točko posebej, ampak mogoče, da še podelim zdaj, kako sem jaz v bistvu sploh razvila tale holistični pristop oziroma tole, katere delčke v bistvu potrebujemo za spletno stran. Jaz sem bila, ko sem začela v bistvu to pot, sem bila v bistvu v javni upravi nekje 6 let zaposlena. In tam v bistvu ni bilo nekega ful navdiha, ni bilo za to, da bi nekaj dobrega naredili, oziroma med drugimi, sploh nadrejenimi, ni bilo nekega interesa, motivacije, naredimo nekaj dobrega. In mene v bistvu je to, da sem bila na delovnem mestu zelo nekreativna in zelo potlačena, zelo ubijalo. Tudi na vseh drugih življenjskih področjih, in sem vedela, da to v bistvu ni to, kar si želim delati celo življenje, ker jaz želim narediti neke večje spremembe v svojem življenju in pa tudi v svetu. In potem seveda, ko sem začela delati spletne strani, se ukvarjati z oblikovanjem in tako naprej, sem hitro v bistvu prišla do te točke,
da vsaka spletna stran ni dobra spletna stran. In dobra spletna stran je res, ker včasih recimo je nekako znano oziroma slišimo pogosto, ja, ampak Maja, zdaj, če pa odpreš SP, če odpreš svoje podjetje, potem moraš imeti najprej spletno stran, pa običajno še logo, Ampak jaz v bistvu to zelo rečem, da ni res. Ne potrebuješ spletne strani, ampak potrebuješ pa spletno stran, ki bo delovala kot tvoj prodajalec in pa tvoj asistent. In potem sem v bistvu začela graditi vse posamezne delčke oziroma to, da za spletno stran res potrebuješ dobro strategijo oziroma načrt, zato da ti potem resnično deluje, da ti prinaša stranke, da gradi z njimi odnos in to po enem ustaljenem avtomatskem sistemu, ki ga potem ti ali samo dopolnjuješ, ali pa samo polniš. Zakaj je to pomembno? Zaradi tega, da prideš avtomatsko do več strank, do večjega profita, torej do več prodaje, hkrati do več časa zase, in s tem potem svojim delom potem tudi narediš večji vpliv na svet. Okay? Zdaj pa, če pogledamo res to ogrodje spletne strani, čisto po korakih. Najprej imamo temelji. Zdaj, k temeljim spada tudi vizija, kar je običajno prva točka. Torej, da imaš ti vizijo in to ni vizijo samo za spletno stran, ampak vizijo za tvoj brand. Zakaj je to zelo pomembno? Zaradi tega, ker ko imaš enkrat vizijo in ta vizija je fajn, da je tako zelo velika, da te malo prestraši ali pa da ti da tiste metuljčke v želodcu. Okay? In ko imaš takšno vizijo, lahko potem zelo hitreje tudi napreduješ oziroma je zelo pomembna zato, da ti pove sploh, v katero smer želiš narediti. Ker nekako naš posel, naš brand bi v bistvu idealno bilo, če bi bilo samo to kot eno vozilo, ki nas bi pripeljalo bližje ali do te vizije. In če gremo iz tega perspektive, zakaj delaš to? In ne samo kaj delaš, na prvem mestu lahko potem imaš tudi več motivacije in usmeritev, kam z svojim brandom, z svojim poslom sploh želiš iti, kam ga usmeriti. Potem pa pod temelje spadajo tudi lastnosti brenda. Torej, da začneš razmišljati o tem in tudi natančno načrtovati. Z mojimi strankami ali 1 na 1 ali v programu, mentorskem programu, letnem, ko delamo, gremo res zelo globoko in načrtujemo lastnosti brenda. In ravno zadnjič, par dni nazaj, sem dobila od ene stranke, ki se je ravno pridružila mentorskemu programu, da je ravno šla te temelje postaviti in je z mano delila v bistvu, da je ful zanimivo, da nikoli ni vedela točno, kaj sploh to je oziroma kaj sploh naj naredi in da je vedno samo sanjala, kako pa kaj narediti, nikoli pa v bistvu ni konkretno vedela, kaj mora narediti in kakšno ima to vlogo. In ko je šla čez ta program, kjer je vodeno, po korakih, je rekla, da je v bistvu doživela eno transformacijo in da šele zdaj razume zelo dobro, kaj to je in zakaj so ti temelji pomembni. In ti temelji so v bistvu ključni pri tvojem poslu, ker ko postaviš dobre temelje, potem na teh temeljih gradiš vse ostalo. Gradiš celostno grafično podobo, gradiš spletno stran, gradiš vse druge dejavnosti, ponudbo in tako naprej. Zato ne zanemarjati, ker to je eden izmed verjetno najbolj spregledanih delov, ker se bomo že ugotovili ali pa se bomo že in to ni dobro. Zato na prvi točki je dobro, da se vprašamo, torej, kakšne lastnosti so tvojega brenda, kakšen brand želiš ustvariti. Potem je zelo pomembno, da se vprašaš tudi, kaj je tvoj X-faktor, po čem se razlikuješ od drugih. In to ni neka diploma ali pa največkrat, to je neka lastnost. Če to lastnost v bistvu rečeš oziroma če nekdo izgovori ta X-faktor, potem je idealno, da si ti oziroma tvoj brand prva misel ob tej besedi. To lahko potem veš, da je to dober X-faktor. Potem je zelo dobro, da se vprašamo in točno definiramo, komu služimo in pa komu tudi ne služimo. Torej, kdo je tvoja idealna stranka? Vem, da to verjetno si že večkrat slišal, večkrat slišala, ampak če imaš, najbolj pogosto slišim recimo, ja, Maja, ampak jaz imam pa masaže. Masaže so dobre za vse, tako da rabijo vsi ljudje, jaz nimam idealne stranke. Ok, to je res, se strinjam,
Ampak, če se ti ne fokusiraš, potem to pomeni, da služiš vsem, in ko služiš vsem in govoriš vsem, nagovarjaš vse, da v bistvu nihče ne bo slišal. Zato je zelo pomembno, da se mi fokusiramo, komu lahko ti zdaj znotraj, recimo, masaž, pa najbolj služiš, komu lahko najbolj podpreš, kdo najbolj potrebuje tvojo pomoč, ker glede na to, kdo je tvoja idealna stranka, lahko potem prilagodiš ponudbo, prilagodiš sporočilnost, prilagodiš spletno stran, vizualni izgled in vse ostalo, ki bo pisano na kožo točno tej osebi. Večkrat dam za primer tudi, recimo, če imaš težave z srcem, upam, da ne, in želim ti pač seveda vse dobro, ampak če potrebuješ recimo neko operacijo na srcu, za koga se boš odločil, za splošnega zdravnika ali za specialista oziroma kirurga, ki ima dolgoletne izkušnje na tem področju? Verjetno za kirurga. In podobno so naše stranke. Stranke pridejo z nekim problemom do nas, pač nujno je, da rešuješ v svojem poslu nek problem. In ko imamo ta problem in stranka pride s tem problemom in mi ponudimo, saj mi pa vse delamo, se bodo verjetno nas ne bodo niti slišali. Če pa mi pridemo nasproti kot specialist za to področje, pa je tukaj seveda jasen da. Najverjetneje in veliko bolj pogosto. Zato je res, če nič drugega od tega danes ne narediš, te povabim, da vse postaviš profil za svojo idealno stranko. Okay? Potem pa je zelo pomembno, da postaviš tudi 3 glavne temelje za svoj posel, oziroma 3 glavne stebre. To so poslovni cilji. In sicer, da jasno načrtuješ, kakšni bodo prihodki. Idealno je torej, da so ti prihodki iz različnih virov, če se iz katerega en ali pa 2 vira, recimo, da mogoče se kateri vir ustavi, in vir je mišljeno kot različne stranke, da lahko pa so tudi različne ponudbe. Zakaj je to pomembno? Ker če delaš samo ti z eno ali pa z 2 strankama in se z tema strankama, da se kaj zgodi ali pa da si premislijo, karkoli, potem je v bistvu tvoj posel zelo v nevarnosti. Tako da tukaj želimo narediti torej različne vire prihodkov, potem je fajn, da zelo dobro načrtujemo tudi prepoznavnost. Kako boš gradil oziroma gradila na prepoznavnosti? In seveda to je spet povezano na to, s komu ti služiš. Ker prepoznavnost je najboljše graditi na tistih kanalih oziroma na tiste načine, kjer te bojo torej tvoje idealne stranke slišale in tam, kjer se nahajajo. In pa tretji steber je torej, da poskrbimo za učinkovitost, da je tvoj posel zgrajen tudi zelo učinkovito. To pomeni, da je vse avtomatizirano, kar je možno, kar je smiselno, seveda, ni vse smiselno, tudi če se da avtomatizirati, in da skrbiš res za lean posel že od začetka. Ker če ne skrbimo od tega začetka, pa z vsakim projektom, potem lahko hitro pridemo do izgorelosti. Tako da poskrbimo torej tudi za to, in pa ko imamo to narejeno, lahko potem skreiramo tudi idealno ponudbo za našo idealno stranko. Okay? Tako da to je prva točka. Druga točka je potem, ko imamo postavljene temelje, gremo na dizajn z sporočilnostjo. Torej, da določimo, kaj je glavno sporočilo oziroma občutek, prepoznavnost idealne stranke. Torej, katero sporočilo želimo v bistvu dati v svet z našim dizajnom. In tu govorimo o torej, celostni grafični podobi, kot tudi z dizajnom spletne strani. Ker kot načrtujemo, torej dizajn za našo celostno grafično podobo, k temu spada tudi dizajn za spletno stran. In če ti dam primer, za sporočilnostjo, kaj tukaj mislim, to je v bistvu zelo povezano s tvojo vizijo in s tvojim brandom, kaj so tvoje vrednote v brandu. To sporočilo želimo deliti, ali je to, ne vem, da želimo ohraniti naravo, recimo nekateri veliko brandov, ali pa veliko brandov zagovarja ekološko, Vse to so recimo različne sporočilnosti in je fajn, da jih potem so vezane, ker če nimamo mi jasno, kaj želimo za svojim brandom sporočati, za čemer mi stojimo, kaj so naše vrednote, vse to, ko imamo postavljeno, lahko zgradimo tudi takšen brand vizualno. Zakaj?
Zaradi tega, ker bomo te ljudi, ki jih tudi enake stvari zanimajo, tudi najbolj pritegnili. Okay? Potem pa seveda potrebujemo tudi strategijo. Strategijo zdaj tukaj v tem primeru vezano torej na spletno stran. In če slučajno ima kdo občutek, ok, strategija, to je pa neko zavajanje, ne. Ko govorimo o kakršnikoli strategiji, je kadarkoli, to je zmeraj kot načrt, to je nekaj pozitivnega, ne negativnega in nikoli ne govorimo o kakršnikoli manipulaciji in zavajanju. Jaz zmeraj zagovarjam, da v vsakem sodelovanju morajo v bistvu biti vsi vpleteni zmagovalci. In pod strategijo tukaj spada v bistvu spod stranke od prvega stika, torej ko prvič sliši zate, ali je to na kakšnem dogodku, ali je to mogoče na družabnih omrežjih, ko objavljaš objave, a ne? Torej od prvega stika, pa kako bomo jo zdaj peljali po naši spletni strani, da bo postala navdušena stranka, ki priporoča naprej. Torej, če bo nekdo za nas slišal na družabnih omrežjih, kaj mu takrat lahko sploh ponudimo, da pride na našo spletno stran? Ne? Kaj je tisto, da ga bomo prepričali, da pride na našo spletno stran in potem tudi, kaj bojo naslednji koraki. In če torej vemo, komu mi služimo, da imamo jasno idealno stranko, bomo seveda vedeli, kaj ji lahko ponudimo, kaj bi to našo idealno stranko tudi potem zanimalo. In šele potem v bistvu se lotimo same postavitve spletne strani, torej, da postavimo vse potrebne strani, ki jih pač potrebujemo, običajno je to neka domača stran, potem je fajn, da je učinkovito predstavljena tudi naša ponudba, to je zelo, zelo pomembna komponenta, ker če samo vržemo podatke gor in potem ta stran ne prodaja, ne konvertira obiskovalcev v stranke, nismo kaj veliko naredili. Potem potrebujemo seveda tudi stran o meni, kar je pa zelo pomembno, to so zdaj samo 3 recimo, ki so običajno pa še kontakt, so neke strani, ki jih pač potrebujemo, večinoma vse strani. Ampak, ko ti načrtuješ svojo spletno stran, je zelo pomembno, da ko smo načrtovali torej v prejšnji točki pot naše stranke, potem tudi veš, katere vse strani in podstrani ti potrebuješ. In pomembno je, da tukaj naredimo pozitivno uporabniško izkušnjo. Torej, da je, ko pride nekdo na našo spletno stran, da se počuti kot doma, podprto, da ima eno pozitivno uporabniško izkušnjo, da vključimo klice k akciji, ki bojo peljali torej našega obiskovalca iz točke A, B, C in vse ostalo, da uporabimo slike uspeha, torej, da niso to samo slike kot eni okraski na naši spletni strani, ampak da imajo tisto tudi funkcijo, ki dodaja torej dodano vrednost. In seveda tudi potrebujemo vsebino, ki bo konvertirala. Torej, to je običajno 80-90 vsebine, sploh na prodajni strani, na primer, je zelo transformacijske in samo 10-20 je tiste bolj tehnične vsebine, torej kaj dobijo. Pogosto, ko spletne strani ne konvertirajo, pa je to ali kontra, ali pa prvega dela sploh ni, torej tiste transformacije. Če si predstavljaš recimo, da bi mi na spletni strani prodajali, ne vem, kaki coaching recimo in bi imeli napisano, dobiš 5 ur tega, PDF, knjižico, to pa to, bonus, dodatno video ali pa to, in je to, seveda se takšna vsebina ne bo tako zelo prodajala, če se sploh bo. Torej, konverzija na takšni strani bo nižja. Zato je res potrebno, da se lotimo na pravi način tudi pisanja vsebine, takšne, ki bo konvertirala obiskovalce v stranke. In naslednji korak oziroma naslednji delček, ki je zelo pomemben pri spletni strani, pa so lijaki za nove stranke. Ker jaz recimo rada vzamem torej spletno stran kot tvojega prodajalca. Ampak treba je razumeti, da nekdo, ki prvič pride na tvojo spletno stran, se verjetno ne bo odločil takoj za nakup. Zato je zelo pomembno, da imamo tam postavljene torej lijake, ki bodo potem ne samo dali eno brezplačno, na primer, fantastično ponudbo za našo idealno stranko, ampak bodo tudi skozi ta sistem potem gradimo odnose z njimi, jim damo možnost, da nas spoznajo in jih potem seveda tisti, ki so pripravljeni, torej povabimo naprej naslednji korak.
Ne? In zakaj lijak, če mogoče slučajno kdo ne pozna, če si predstavljaš tisti kuhinjski lijak, ne? Na vrhu je torej širši, potem se oža. To pomeni, da v bistvu na vrhu si lahko predstavljamo, da to so tisti vsi novi obiskovalci, ki pridejo na spletno stran. Teh je največ in potem se lepo filtrirajo po tem našem sistemu naprej. Se pravi, nekateri, ko bomo jim recimo poslali potem darilo, bodo rekli, ok, ja, darilo, a ne, bodo se prijavili na našo brezplačno recimo darilo, ga bodo dobili, potem se bo pa sprožila neka avtomatska e-mail sekvenca, skozi katero bomo gradili odnose. In to je fajn, da je zelo strateško tudi postavljeno. In da to vse skupaj vodi tudi v našo glavno ponudbo, ne? Da je tudi strateško pripravljen tale naš freebie oziroma brezplačna ponudba. Ker če mi tega sistema nimamo, to pomeni, da nek nov obiskovalec, ko bo prišel na našo spletno stran in se v prvem obisku ne bo odločil za nakup in bo zapustil našo spletno stran, v bistvu je zelo mala verjetnost, da bo potem se vrnil na njo. Zato je zelo pomembno, da imamo na spletni strani vsaj en lijak, pač seveda pa jih lahko imamo tudi več, oziroma je pač priporočljivo. Zdaj, koliko je pa čisto odvisno od tvoje spletne strani in pa od tvojega brenda. Okay? 6. točka je potem, da zdaj pa, ko imamo v bistvu pripravljeno spletno stran, ko imamo lijake pripravljene, ko smo pretestirali, ko nam vse lepo deluje, je potrebno, da zdaj ta lijak oziroma obiskanost naše spletne strani torej pojačamo, torej povečamo. In stopimo pred novo občinstvo. Ker če mi govorimo samo v nekem občinstvu, ki nas že pozna, potem ne moremo graditi svojega posla ali pa obiskanosti spletne strani naprej. Zato je zelo pomembna ta komponenta, da jo gradimo potem znova in znova. In pred novo občinstvo lahko stopimo torej organsko, torej naprimer preko rednih objav, preko pisanja blog objav in tako naprej, ali pa plačljivo, lahko tudi s kakšnim oglaševanjem. Ampak seveda to ni edine možnosti. Organski načini so lahko ali pa plačljivi tudi to, da sodelujemo recimo z mediji ali pa sodelovanje z drugimi podjetniki, da organiziramo kakšne dogodke, kjer pridemo pred novo občinstvo, da pač gostujemo pri kakšnih drugih podjetnikih, podjetnicah ali pa organizacijah, ki imajo naše občinstvo, ki imajo naše idealne stranke, zato da ustvarjamo vsebine. Veliko je možnosti, kako lahko stopimo pred novo občinstvo, in to je v bistvu eden izmed tistih projektov, ki ga jaz uvrščam med rast in razvoj našega brenda in je nekaj, kar je fajn, da zmeraj konstantno gradimo na tem. In ko prideš v bistvu na določeno stopnjo, ko imaš v bistvu vse avtomatizirano, ko ti spletna stran lepo konvertira, potem so taki projekti v bistvu ena taka češnjica na torti, v katerih lahko uživaš in zbiraš tiste projekte, ki te veselijo, ki te polnijo in niso samo še eno dodatno delo. Ker veš, da od teh projektov je potem tudi efekt na tvojem poslu. Ker pogosto se zgodi, da podjetniki, podjetnice nekako si reče, ok, ampak jaz imam veliko objavljam na družabnih omrežjih, ampak ni pa efekta. In jaz razumem, da ti pisanje objav, ustvarjanje vsebin lahko vzame ogromno časa, mogoče pa ne bo takšnega efekta, kot si ga ti želiš. Zato je mogoče treba tukaj kaj spremeniti, dodelati, zato da pač je efekt na celem poslu. Okay? In tako lahko v bistvu v nekaj pravih korakih imaš spletno stran, ki deluje kot tvoj torej najboljši prodajalec in asistent, navdišuje tvoje idealne stranke. In tukaj torej je zelo pomembna ta komponenta, da so vsi vpleteni zmagovalci. Ne gre za manipulacijo, ne gre za kakšne čudne prijeme, ampak res za to, da so vsi vpleteni zmagovalci. Ti kot podjetnik, tvoje idealne stranke, ker jim rešiš problem, ker jim pomagaš na njihovi poti in tako naprej. Zdaj, da ti bo še lažje, greva čez en primer, kateri so to posamezni deli. In zdaj, če za primer vzameva neko joga učiteljico, ki je recimo specializirana za mlade mamice. Joga učiteljica, tukaj bi že lahko rekli, jaz sem joga učiteljica, joga je dobra za vse ljudi, jaz se ne rabim fokusirati. Tu smo se že zgubili, in to že spada v bistvu pod temelje.
Torej, fokus je na mamice v prvem letu po porodu. In brand, ki ga z temi temelji, to je zdaj res zelo, tu ni mišljeno, da je primer čisto podroben, ampak samo da ti da malo več takih, kako bi rekla, za misliti, da veš, kako zdaj to dela, pride v celoto. Okay? Torej, ko imaš torej take temelje, da veš, komu služiš, da veš, kakšen brand želiš ustvariti, to je takšen nežen, takšen prijeten, in tako naprej, potem gremo na dizajn s sporočilnostjo. Torej, kakšno sporočilo želiš čez ta naš brand vizualno torej sporočiti. Takšen bo potem logo, takšna bo spletna stran, takšne bodo vizitke, promo materiali, oglasi, objave na družabnih omrežjih, mail podpis in tako naprej. Mogoče želimo sporočiti neko nežnost, razumevanje, ljubezen, vse to recimo, ki rabijo naše mamice. Okay, potem postavimo torej strategijo, kako bojo zdaj prišle na našo spletno stran. Okay. Prvi korak je torej, da se vprašamo, kje so naše idealne stranke. Zdaj lahko pogledamo, da če mi v bistvu targiramo že mamice, verjetno so to potem tudi naše nosečke, to je prva faza. In če že z njimi se začnemo povezovati, lahko seveda smo potem, ko bodo potrebovali pa našo ta glavno ponudbo, pa res prva izbira. In lahko se mogoče povežemo s porodnišnicami ali pa dulami, kamor jim damo v njihov ta darilni paket, damo neko določeno darilo ali pa neki letak, nekaj, kar jih bo pač lahko vodilo potem naprej. Kar bo vodilo torej naprej, da se prijavijo recimo na našo brezplačno ponudbo. Torej jim damo razlog, da obiščejo našo spletno stran in se prijavijo na neko našo brezplačno ponudbo, več o tem malo kasneje, in pa ta brezplačna ponudba bo potem vodila v plačljivo. Pozor, brez zavajanja, ampak je to res kot ena taka neka preizkušnja, da lahko preizkušijo brezplačno, da recimo vidijo, ali je to za njih. Potem seveda postavimo spletno stran, domačo stran, ponudba, brezplačna ponudba, vse to, kar pač pri strategiji recimo načrtujemo, in potem, ko imamo spletno stran, postavimo torej tale lijak. To je ta brezplačna ponudba v strategiji, za nove stranke. In recimo, da organiziramo nek brezplačen 10-dnevni poporodni tretma za regeneracijo, za boljše počutje in pa zdravje. In potem se tukaj vnesejo, torej v to ponudbo objavimo, tukaj se prijavijo običajno z mailom, z imenom, in potem v zameno dobijo torej tale 10-dnevni tretma. Ok, in zadnja komponenta, torej, ko imamo ta lijak pripravljen, torej imamo, da se prijavijo, potem se sproži avtomatska sekvenca, kjer jim damo dodatno vrednost, dodatne nasvete, mogoče celo kakšno druženje, mogoče kakšno možnost za live srečanje z nami, in tako naprej, da skozi ta jih potem ogrevamo oziroma da jim damo sploh možnost za tiste nove, ki nas še ne poznajo, da nas res lahko spoznajo in se potem informirano odločijo, ali je ta ponudba za nas ali ne. In potem v bistvu stopimo pred novo občinstvo. Kako? Torej, če sodelujemo s porodnišnicami in pa dulami, lahko potem zmeraj znova avtomatsko imamo sistem, kjer stopimo pred novo občinstvo. Ok? In zdaj, kaj pogosto potem dobimo vprašanja, ko gremo gledati takšno spletno stran, je, da je spletno stran rabiš ogromen budžet. Zdaj, jaz bi tukaj opozorila, da imamo dvoje. Zdaj, budžet je lahko investicija, lahko pa je strošek. Zdaj, kaj bo tvoja spletna stran? Jaz zelo zagovarjam, da tvoja spletna stran naj bo investicija, kar pomeni, da ti bo potem prinašala vsak mesec nove stranke, nove dohodke, torej, da je to investicija. Če pa bi bila strošek, je torej običajno takrat spletna stran samo en okrasek, ki nima nobenega funkcije v tvojem poslu. Oziroma ne izboljša posla, ne dobiva novih strank, ne dobiva zaslužka in tako naprej. Tako da fajn je, da imamo to v mislih, ko gradimo spletno stran, da pač je to investicija, ki je pač lahko nekako različna, odvisno za to, katero pot izberemo, ali bomo jo naredili sami,
čisto sami spletno stran, ali bomo jo naredili sami, pa bomo imeli kakšno mentorsko podporo, ali bomo pa čisto outsourcali. Zdaj, če se tudi odločiš, da čisto outsourcaš, da najameš strokovnjaka, potem je zelo pomembno, da poznaš strategijo, oziroma da ta, ki ti bo delal spletno stran, ni samo tehnični izvajalec, oziroma če je, da to že prej veš. Ne? Ker potrebuješ strategijo, veliko je pač ponudnikov spletnih strani tudi takšnih, ne mislim, da mislijo kaj slabega, ampak so samo res tisti tehnični izvajalci, ki o strategiji ne razmišljajo. In takrat tukaj pride v bistvu do tega, da tvoja spletna stran, če tega ne delajo in ti ne urediš, poskrbiš za to, da spletna stran ne bo delala, lahko pa je zelo lepa, zelo moderna, ampak ne bo pa delala, kar si želiš. Okay? Zdaj, eno izmed prepričanj je, mogoče si prepričana, da spletna stran vzame ogromno časa, ki ga pa itak že nimaš. Zdaj, podobno kot denar, kot budžet, je tukaj to. Tudi pri času. Čas investiraš, torej za pripravo vsebin, za strategije, za vse to, kar smo povedali, moraš razumeti, da je to investicija tvojega časa. Kaj to pomeni? To pomeni, da investiraš zdaj ta čas, zaradi tega, da ga potem dobiš več nazaj. Zakaj? Ker če si predstavljaš, da za to investicijo pridobiš enega novega zaposlenega ali pa enega novega asistenta, kar pomeni, da bo gradil ta asistent brez tebe odnose in pa tudi nove stranke, predstavljaj si, koliko časa tukaj pridobiš, pa ta asistent ne dela za 1 na 1 za stranko, ampak jih lahko pohendla, koliko jih pride na spletno stran naenkrat. Zdaj si pa predstavljaj, če bi ti za vsako to stranko moral oziroma morala graditi odnos 1 na 1. To je v bistvu res en taki ogromen lahko prihranek časa, zato je tukaj pač treba razumeti, da to, kar investiraš čas v res dobro spletno stran, se ti bo potem povračalo. In ne narediti nekaj na hitrco zato, da pač je, ali pa ker pač moraš imeti te strani, ker se bo to bo potem spet tisto, ne bo investicija, ampak bo to strošek. Tako da jaz te zelo povabim, pa fajn je tukaj tudi razmišljati. Spletna stran je igra na dolgi rok. Spletna stran ni tako, da potem pišeš recimo blog, pa v primerjavi recimo z objavami na Facebooku ali pa na Instagramu, je treba razumeti, da je tukaj ena velika razlika, in sicer to je velika razlika v življenjski dobi. Če ti objavo daš na Facebook, jo itak najprej vidi nekje 6 do 7% tvojih sledilcev, kar je zelo malo, na drugi strani pa ta objava s časoma potem kar izhlapi. Ima zelo kratko življenjsko dobo, v primerjavi, če ti to vsebino narediš na spletni strani, kot recimo blog objavo, in ti potem znova in znova pridobiva obiskovalce in stranke. Ali na Googlu, ali če je to video recimo preko YouTubea, in to vsebino seveda lahko potem tudi uporabiš za družabna omrežja, tako kot posamezne objave ali kot vabilo, da pridejo na tvojo spletno stran. Tako da tukaj v bistvu lahko res narediš super sisteme, ki ti bojo prihranili ogromno časa. In naslednje prepričanje, oziroma včasih je tudi to, da je priprava magnetično privlačne ponudbe za marsikoga se zdi nemogoča. Da mora biti tu zdaj pa nekje odkrivati toplo vodo. Sploh tisti, ki hočejo služiti vsem, pol pa pridejo, recimo večkrat to slišim, da pridejo, Maja, kaj pa jaz naj zdaj dodam v to ponudbo, zato da se bo bolj prodajala. Če ti veš in greš po korakih, po katerih smo šli, potem pa ti bo kristalno jasno, kaj tvoja stranka potrebuje, kaj tvoja idealna stranka potrebuje, kakšno podporo potrebuje, in potem lahko zgradiš čisto posebno ponudbo, ki se ji bo ta tvoja idealna stranka skoraj težko uprla. Ali pa je zdaj mogoče tvoj pomislek, da je vzdrževanje spletne strani zahtevno. V resnici ni. Kar je potrebno, je torej fajn, da dodajaš redno kakšne nove objave kot blog. Ko se to enkrat naučiš, sploh ni potrebno. Ni pač problema, je zelo lahko enostavno. Lahko pa si seveda umisliš tudi kakšno dodatno pomoč v obliki asistenta, asistentke, ki ti pri tem lahko pomaga. In to v bistvu si lahko zelo hitro, to ne rabi biti
polno zaposlena oseba, lahko je to kakšen študent ali pa kakšna dodatna pomoč, ki jo imaš najeto za 1-2 uri na teden, ne, zato da ti dodajo te vsebine. Tako da, ko enkrat imaš ta sistem, je v bistvu vzdrževanje precej lahko oziroma enostavno, lahkotno. Ok? Je do zdaj vse jasno? Zdaj, če je kakšno vprašanje, bom zelo vesela tudi komentarja, če zapišete lahko v komentar. Drugače pa predlagam, da gremo na skrivnost 2. Ok, smo pripravljeni? Pa poglejmo. To je v bistvu, kako izstopiti iz konkurence in postati magnet za svoje idealne stranke. Zdaj, po korakih, če pogledamo, kako to deluje. Torej, imamo v bistvu nekako 2 oceana, rdeči pa modri ocean. In če pogledamo rdeči ocean, oziroma če gremo še korak nazaj, če se vprašamo, kako izstopiti iz konkurence. Zdaj, kako sem enak kot konkurenca? Torej, enak kot konkurenca sem, če imaš enako ponudbo, če imaš enake cene, enaki pristop, enako deluješ, če imaš vse enako. Če pa to spremeniš, pa takoj izstopiš iz konkurence. Ampak seveda tukaj je zelo pomembna ta komponenta, da ni v bistvu samo, da imaš nekaj drugače, ampak je bistvo to, da imaš prilagojeno za svoje idealne stranke in da v bistvu izboljšaš njihovo pot, njihovo izkušnjo, da jih bolj podpreš. Ne iščemo samo, da bo nekaj drugače, pa nima dobenega v bistvu nekega večjega vpliva na karkoli drugega. In če pogledamo torej rdeči in pa moder ocean, za tiste, ki poznate, vam bo to že poznano, za druge, ki ne poznate, je v bistvu rdeči ocean tiste skupina podjetnikov, podjetij, ki so v konkurenci, ki imajo konkurenco, ki se borijo. Jaz si predstavljam to kot eno tako krvavo vodo, zaradi tega, ker se borijo, da bojo imeli, kdo bo imel najnižjo ceno. Torej imajo tekmovanje proti nič, kar si mi ne želimo. Na drugi strani pa je moder ocean. To so tisti podjetniki, podjetja, ki v bistvu grejo izven konkurence, ker imajo tako drugačno ponudbo, tako drugačen pristop, da v resnici nimajo sploh konkurence. In verjamem, oziroma jaz upam, da si želiš prijadrati torej na ta moder ocean. In zdaj, kako to narediti? Po korakih. Nekaj od tega ti bo zdaj že znano, ker smo že pogledali. To so torej, po korakih so to temelji, prepoznaven CGP, torej celostna grafična podoba in pa idealna ponudba, strateško vzpostavljanje, grajenje skupnosti, iskanje nove publike, sodelovanje, torej kdo je moja idealna stranka oziroma kdo ima moje idealne stranke. Ok? Pa bomo pogledali torej posamezno točko, ampak najprej želim se dotakniti sploh še ene zadeve, ki mislim, da bi se lahko marsikoga dotaknila oziroma se velikokrat dotakne. Zdaj, jaz, ko sem bila na začetku poti, moj no-go oziroma nemogoče mi je bilo recimo, da bi jaz na družabnih omrežjih objavila svoj selfie ali pa sploh fotko, na kateri bi bila jaz. In ko sem začela v bistvu raziskovati, ko sem začela ugotavljati, kako lahko pa jaz pridem do več strank, sem v bistvu začela bolj ali manj ugotavljati, da je v bistvu problem v tem, da me ne poznajo. Torej, da ni moje prepoznavnosti. In prepoznavnost in zaupanje si torej gresta z roko v roki. In potem, ko sem začela še naprej raziskovati, sem v bistvu zelo hitro ugotovila, da prepoznavnost v bistvu gradiš tudi ne samo s tem, da se ti izpostaviš. Ker ko se ti izpostaviš, to pomeni, da objaviš tudi kakšno svojo fotko, da se pojaviš na video, da deliš sebe. In ko deliš sebe, se v bistvu preko tega lahko sploh ljudje dotaknejo oziroma imajo možnost, da te spoznajo. Jim sploh daš to možnost, bom tako rekla. In ko jim daš to možnost, lahko v bistvu sploh začutijo, ali ste pravi fit, ali imaš ti tisto za njih, ali jih ti res lahko podpreš, ker na drugi strani,
jaz recimo, ko sem ti delila torej tale prvi korak, da nisem objavila nobene svoje fotke, ni fora v tem, da izgled ali karkoli, ampak problem je v tem, da lahko s tem načinom daš svojim strankam v bistvu občutek, da nekaj skrivaš. Tudi če te samo, ne vem, da ni karkoli pa če od zadaj, da ne objavi svoje fotke, je ta občutek, torej, da nekaj skrivaš. Tudi če oni ne vejo, kaj točno, kar pa vpliva oziroma zmanjša torej zaupanje. In treba se zavedati, da ljudje bolj zaupamo tistim ljudem, ki jih poznamo. In bolj, ko se ti izpostavljaš, bolj, ko gradiš svojo prepoznavnost, večje je to, torej tudi zaupanje. In večje, kot je zaupanje, več ljudi se potem lahko odloči zate, več ljudi te pozna, več strank in tako naprej. Se pravi, to je v bistvu ena zelo, zelo pomembna komponenta pri tem, ko želimo izstopiti iz konkurence. In če pogledamo po korakih, temelji, to smo že prej obdelali, šli v podrobnosti, tako da zdaj ne bom poudarjala, ampak tukaj je torej zelo pomembno, da vemo, kakšen brand želimo graditi, ker če to vemo in komu želimo služiti, potem bomo zelo lahko našli pot, kako lahko zdaj tukaj izstopimo iz konkurence, kako lahko na kakšen način svoje idealne stranke maksimalno podpremo. In ko vemo vse to, imamo tudi prepoznaven CGP, torej celostno grafično podobo, torej graf, ki je v bistvu enaka na vseh elementih. Torej, da jo zelo redno, ko jo enkrat strateško postavimo, torej celostno grafično podobo, je v bistvu nekako smiselno to, ideja to, da jo potem redno uporabljamo. In to na vseh komponentah, ker s tem gradimo prepoznavnost. Za primer, vzamemo recimo Mercator. Če ti rečem Mercator, verjetno ti najprej pride njihov mogoče najboljši sosed, pa verjetno rdeča barva. In zdaj predstavljaj si, če Mercator ne bi zmeraj znova uporabljal teh verzij, teh komponent, ki so komponente celostne grafične podobe. In bi enkrat se prikazal v zeleni barvi, enkrat bi se prikazal v rumeni, s tem v bistvu bi zbijal svojo to prepoznavnost. Zato v bistvu je res tudi v naše, tudi če smo manjši posel, je v bistvu res zelo pomembno, da ko imamo enkrat strateško postavljen CGP, da ga tudi konstantno uporabljamo na vseh elementih. Ker s tem potem dajemo skozi, delimo to našo sporočilnost in pritegnemo pozornost idealne stranke. To je nekako glavna ta namen te celostne grafične podobe. Tretja komponenta, kako lahko izstopimo iz konkurence, je definitivno ponudba. Ponudba ni nekaj, kar rečemo, ok, jaz imam coaching in zdaj ponujam 1 uro, pa paket 3 ure, pa paket 10 ur. Ali pa ne vem, prodajam, ne vem, izdelke, nek izdelek, recimo nek izdelek in zdaj lahko pač samo to prodajam. Ne, če ti točno veš, komu služiš, kakšna je tvoja vizija, potem lahko to ponudbo prilagodiš točno tem idealnim strankam. In če imaš coaching in je tvoja idealna stranka nekdo zelo fokusiran, ki ima mogoče podjetnik ali pa podjetnica, ki ima malo časa, ki mora več delati, ki potrebuje mogoče več podpore čez teden, ker ko dela, ne vem, na določene strategije, lahko torej v idealno ponudbo za to našo stranko vključimo nekaj, da smo ji na voljo, recimo kakšne SMS-e ali pa klice, da nas lahko kadarkoli pokliče. In s tem, ko prilagodiš ponudbo tej svoji idealni stranki, definitivno prideš na en čisto drug nivo in izstopiš iz konkurence. Recimo, če bi mi prodajali nože, in bi marsikdo rekel, da izdelujemo neke posebne nože, ki so ful lepi, marsikdo bi rekel, ja, ampak idealna stranka so vsi, ki pač vsi odrasle osebe, recimo, ker vsak v kuhinji prej ali slej, recimo, potrebuje nož. Ampak, če se mi fokusiramo na ene domače kuharje in njim prodajamo nož, ali pa mogoče na profesionalce, je ponudba lahko sicer znotraj ponudbe isti nož, ampak zraven bo pa nekaj drugega še v ponudbi. Kar pomeni, da mogoče nek profesionalec bo od nas želel, da mu
te nože zdaj mesečno ali pa na tedenski ravni potem tudi vzdržujemo, da bodo ostri, da jih nabrusimo, da jih čistimo, ne vem karkoli. In lahko to vključimo recimo tudi v našo ponudbo. Če pa smo mi za domače kuharje, pa bomo mogoče potrebovali še kakšne druge nože, ali pa bomo potrebovali kakšna navodila, kako rezati, in lahko vključimo, ne vem, kuharski tečaj, kako pravilno rezati zelenjavo. Skratka, prodajamo nož, ponudba je lahko popolnoma drugačna. Odvisno je torej, kateri problem rešuješ in komu. Okay? Potem seveda je zelo pomembno, da se strateško izpostavljamo. Jaz nikoli ne bom pozabila, ko sem imela eno stranko, ki sva tako dolgo rabile, da me je sploh slišala. Ona je pač recimo delovala z enimi višjimi podjetniki, CEO, pač direktorji in tako naprej. In nekako je bila prepričana oziroma mi je zagovarjala, da redno objavlja na LinkedInu, ampak ta njena skupnost je preveč zaprta, ker se ti direktorji recimo ne odzivajo na njene objave, ne pišejo komentarje, ne všečkajo, ker se bojijo, da jih bo recimo kdo videl, od njihovih zaposlenih. Ampak da ona res objavlja veliko na LinkedInu in ni dobenega efekta. In potem, ko sva šle v bistvu to pogledat, smo v bistvu ugotovile, da če je to res, ker pa če po njenih besedah to drži in da ti ne želijo komentirati, da ne želijo se izpostavljati, kar po eni strani je čisto razumljeno, ampak po drugi strani, zakaj potem vztrajaš pri tem, da ti naj pišejo komentarje? Zakaj te objave mogoče niso vezane bolj na to, da pridejo v neko bolj zaprto skupnost? Ali je to zaprta skupnost, kjer so samo direktorji in samo imajo oni dostop? Ali je pa to lahko mailing lista veliko bolj učinkovita za takšne načine? Torej, v bistvu strateško izpostavljanje, kje se bomo izpostavljali in na kakšen način, je zelo potrebno razmisliti, torej, kdo je naša idealna stranka in kje se sploh nahaja, tako na družabnih omrežjih, kje se je najboljše izpostavljati, kje je naša idealna stranka. In fajn se vprašati tudi, kakšen format je najbolj všeč. Ali je ta naša stranka ful zaposlena in rabi ene čisto kratke vsebine, ali mogoče naša idealna stranka ful rada bere. Običajno se v skupnosti zberejo torej ljudje, ki nekateri imajo radi videe, nekateri imajo radi krajše besedile, nekateri imajo radi avdije, tako da načeloma je fajn, da imamo mešanico vseh, ampak fajn je pa tudi poznati, kdo je naša idealna stranka, da bomo lahko še bolj prilagodili tudi format. Torej ne zberemo prvo formata, pa potem na format silimo naši idealni stranki, ampak se gremo po kontra smeri. Potem zelo pomembna komponenta je tudi grajenje skupnosti. Torej, da v bistvu mi gradimo skupnost obstoječih in potencialnih strank. To pomeni, da tudi ko enkrat so naša stranka, da razmislimo, kako jo lahko naprej podpremo. Ali lahko damo potem naslednjo ponudbo, ali jo lahko še kako dodatno podpremo, tudi po nakupu, ne samo pred nakupom, tudi po nakupu, ali mogoče lahko imamo kakšen priporočilni sistem, da bo ta naša zadovoljna stranka priporočala naprej. In seveda nas bo priporočala naprej, če ji damo mi še več dodane vrednosti, če gradimo to skupnost. In to je ena izmed precej pomembnih komponent in glede na našo tehnologijo, ki jo trenutno premoremo, lahko tukaj res zbiramo tisto, kar je najboljše za naše idealne stranke in za nas. Lahko gradimo skupno na naši mailing listi, lahko tudi na družabnih omrežjih, čeprav jaz ne priporočam, da je to fokus oziroma da je to edino, kar imamo. Ker vemo, družabna omrežja niso v naši lasti. Seveda priporočam, da jih izkoristiš, koliko se da maksimalno za svoj posel, za svoj brand, za svoje stranke, ampak da niso glavni fokus, ker nikoli ne vemo, ali se algoritem spremeni, ali bo jutri še to omrežje obstajalo. Tako da, grajenje skupnosti je v bistvu še ena res zelo pomembna komponenta. Potem naslednja komponenta, 6., je pa iskanje nove publike in pa sodelovanje. To je podobno kot torej prej, da stopimo pred nove ljudi.
Oziroma tukaj, da začnemo v bistvu sodelovati s tistimi, ki imajo tvoje idealne stranke, in se vprašaš lahko, kako lahko sodelujemo, da bomo vsi vpleteni zmagovalci. To lahko gre na dogodke, ki jih ti organiziraš in se s tem tudi sebe pozicioniraš, kar vpliva tudi na to, da izstopiš potem iz konkurence lahko, a ne? Ali pa da se ti v bistvu udeležuješ nekih dogodkov, na katerih so tvoje idealne stranke, a ne? In dodaš ti eno dodano vrednost. Okay? Tako da to je zelo, zelo pomembna komponenta, ki je definitivno za vsakem biznisu zelo, zelo pomembna. Okay, zdaj pa, kako postaneš magnet za svoje idealne stranke, ki so nad tabo noro navdušene. Če greš po teh korakih in obkljukaš vse, potem definitivno postaneš magnet in ohraniš pri tem tudi svojo avtentičnost. Poglejmo še primer, enak kot prej, torej želim iti čez enak primer, zato da si lažje predstavljaš, kaj je mišljeno, a ne? Za lažje predstavo se mi zdi, da je tukaj lažje. Torej, odprej že imamo temelje, torej, prepoznaven CGP, kakšen bo torej zdaj celostna grafična podoba? Verjetno bojo kakšne roza barve ali pa svetlo modre, tiste pastelne, ne? Kakšni vzorčki, logo, ki bo torej izžareval vse to, kar smo v temeljih postavili. Idealna ponudba za našo idealno stranko je mogoče potem letni celostni program za mamice, kjer je vključena recimo joga, a ne? Pa tudi tisti mentalni del, pa druženje, pa podpora. A ne? Se pravi, če bi govorili o jogi, če bi targirali, torej, če ne bi izbrali svoje idealne stranke, bi lahko rekli, ok, jaz imam joga srečanja, a ne, na tej lokaciji, in pač lahko pridajo tudi mlade mamice, a ne. Seveda ta ponudba ni potem za njih prilagojena, a ne. Če pa gremo bolj globoko in pripravimo res ponudbo, pa lahko v to ponudbo za recimo naše mlade mamice po porodu, mogoče bomo vedeli, da ok, če pridejo na jogo, bodo težko v bistvu brez otroka prišle. Mogoče lahko naredimo pa jogo, kjer bo dojenček vključen, a ne. Ali pa lahko je joga online, zaradi tega, da se lahko doma priključijo, ali pa bo zelo kratka joga, ker vemo, da mogoče se bo njihov dojenček zbudil in ne bodo mogli delati, ne? Pa potem rabijo še podporo ne samo na telesni, mogoče tudi na mentalni ravni in lahko še to vključimo. Skratka, tukaj res lahko naredimo potem zelo takšno celotno ponudbo, ki bo res pomagala tem našim idealnim strankam. In potem, ko razmišljamo zdaj, kako se pa strateško izpostavljati, kje se te mamice nahajajo. Verjetno se nahajajo na Facebooku, na Instagramu, na YouTubu, pa verjetno bi bilo zelo dobro, da imamo tudi blog. Tukaj nekako družabno omrežje bi za te naše mamice recimo lahko bilo zelo zanimivo. Potem pa seveda, to je za online svet, obstaja pa tudi offline svet. Lahko se strateško izpostavljamo, torej prej smo že rekli kot darilo pri porodnišnicah in to, lahko pa recimo imamo tudi na kakšnih sejmih, otroških, bazarjih in tako naprej. Ali pa imamo kakšni webinar z kakšnimi drugimi podjetniki, podjetnicami ali pa prodajalnami z otroškimi igračami in tako naprej, da sklenemo kakšno sodelovanje in tako pridemo pred novo publiko. Zdaj, kako bi lahko pa potem gradili skupnost? Lahko bi bila tukaj neka Facebook skupina za podporo, za izmenjavo, mogoče tudi zato, da lahko si delijo, če recimo kdo za otroka potrebuje varstvo, da lahko za to poskrbijo, mogoče tudi za šolanje, za učenje, sploh če imaš da se doma učijo, sploh na začetku, mogoče tudi za druženje, za tedenske live. Skratka, tukaj lahko se zgradi ena taka zelo čudovita skupnost. Zdaj, strateško izpostavljanje in pa torej iskanje nove publike in sodelovanje, to je v bistvu zelo lahko tudi podobno, torej, smo že rekli, iskanje nove publike, povezovanje z dulami, porodnišnicami, kjer damo torej paket za darilo, vabilo na ta 10-dnevno vadbo, lahko pa seveda integracijo naredimo tudi v kakšne druge sisteme. Lahko so to mogoče kakšne tudi trgovine za otroško opremo, da
njim damo neko dodano, da razveselijo recimo svoje stranke, ali pa organiziramo recimo kakšen event v njihovih trgovinah, ne? Zakaj je to tako zelo dobro, da razmišljamo na način, da bodo vsi vpleteni zmagovalci? V tem primeru, če bi mi organizirali recimo delavnico za mamice in bi organizirali v neki trgovini za otroškimi igračami. To je eno super sodelovanje, zaradi tega, ker se bo v tej trgovini odvil nek dogodek, ki bo pritegnil njihove idealne stranke in pa tvoje, v tem primeru od te idealne stranke, ne? In pa te idealne stranke, ki bodo prišle, bodo mogoče potem pobrskale tudi po trgovini, opravile kakšen nakup in pa seveda dobile veliko vrednost na tem dogodku. Ne? Tako da je v bistvu res zmagovalni lahko ta dogodek za vse vpletene. Ok, zdaj pogosto potem jaz dobim vprašanje, ampak v moji branži se pa to tako ne dela. Ne? In mogoče zdaj misliš, da tvoj posel pa to ni mogoče. Zdaj veliko krat se je treba zavedati, da ko smo v svojem poslu, smo veliko krat preblizu svojega posla. Zato imaš potem nekako dve poti na izbiro, če slučajno imaš to vprašanje, ne? Da probaš ustvariti distanco od svojega posla in se postaviti v čevlje svoje idealne stranke in pogledati na to, kaj ona potrebuje iz torej distance, oddaljenosti. Ali pa na druga pot, da si poiščeš neko dodatno pomoč, a ne nekega mentorja, ki ti bo mogoče lahko hitro povedal, kje to vidiš. Meni recimo z mojimi strankami, ko delamo, se to ogromno krat, veliko krat zgodi, a ne? Da sploh ni, da jim v bistvu ne svetujem nekaj zdaj čisto, mislim, nekaj je mogoče čisto novega za njih, ampak nekaj pa lahko nekaj precej očitnega, kar so imeli pred nosom, pa sploh niso videli, a ne? Tako da vsem nam se to zgodi, tudi meni, a ne? Jaz recimo mentoriram svoje stranke, ampak sem včasih tudi jaz preblizu svojemu poslu in jaz potem svoje mentorje imam zato, da mi pri tem pomagajo. Tako da to je nekaj čisto naravnega in pa čisto normalnega. In treba se tudi zavedati, ne, da če vse vedno delamo enako in pričakujemo druge rezultate, jih ne bomo dočakali. Ne? Tako da včasih je treba spremeniti ali pot ali mindset, zaradi tega, da potem lahko pridemo do drugih rezultatov, takšnih mogoče, ki jih trenutno sploh ne vidimo. In pogosto slišim tudi to, da mogoče se ti zdaj zdi, da izstopiti vsega, kar že obstaja, je pa nekaj nemogočega. A ne? In seveda je nemogoče izstopiti, če imaš enako ceno, če imaš enak pristop, če imaš enako ponudbo, potem je zelo težko pristopiti. Ne? Ampak mi smo zdaj čez te korake pogledali, kako lahko pa res izstopiš, čisto avtentičnost. Sploh ni neka znanstvena fantastika, a ne? Ampak treba se je pa zraven vse razmisliti in strateško postaviti stvari, zaradi tega, da potem v bistvu avtomatsko izstopiš iz konkurence. In lahko seveda vsak izstopi, vsak najde svojo pot. Ok, zdaj en pogosto tako omejujoče prepričanje je to, da si veliko krat pa marsikdo ne upa izstopiti iz konkurence, ker ima občutek, da ali ni dovolj, ali pa ni dovolj dober, a ne? Sploh, ko smo na začetku poti, se lahko to veliko krat zgodi, ampak treba se zavedati, da če delaš iz svoje iskrenosti, če delaš iz tistega, da daš ljudem več, da jih podpreš, potem seveda lahko pomagaš tistim, ki so vsaj en korak za tabo. In običajno je ta pomoč veliko boljša, ker te ljudi tudi čutiš, ker veš, kako jim lahko pomagaš, ker so ti blizu. Ne? Ker če pomagaš ti ljudem, ki so en ali pa dva koraka za tabo, veš točno, kristalno jasno ti je, kako se počutijo, kje se nahajajo, v primerjavi z nekom, ki je pa že 10 korakov naprej. Ne? Tako da dovolj si, dovolj dober, trenutno imaš dovolj znanja, da lahko greš v akcijo. Seveda pa vedno, ko delamo na poslu, ko delamo, zmeraj je fajn, da se izobražujemo, da delamo na svojem poslu in rastemo. A ne? To pa je seveda, bomo vedno boljši. Tudi izkušnje dajo veliko vrednost. Okay? Zdaj, mogoče pa si kdaj dobil negativen feedback, dobila negativen feedback, ali pa te je strah, kaj si bodo mislili tvoj bližnji. Zdaj, to je eno
omejujoče prepričanje, ki ga je fajn čim prej, če ga slučajno imaš, izbrisati. Zakaj? To samo ti v bistvu v resnici poznaš svojo vizijo in poznaš v bistvu svoje delovanje. Veš, kaj je tvoja vizija, kaj si želiš. Okay? Zdaj, na drugi strani, tvoji bližnji lahko mislijo vse super, ampak nikoli pa ne bojo tako zelo v podrobnost poznali tvoje vizije, ali pa mogoče sploh ne bodo vedeli, kaj ti v resnici želiš doseči. In to je ok, in je treba to sprejeti. Tudi če je njihovo mnenje, da to ni tvoja prava pot. Okay? Lahko pa je pri bližnjih tudi to, da mogoče si ti naredil oziroma naredila nek korak, ali pa želiš narediti, ki ga oni ne upajo. In zaradi tega, ker ga ne upajo in imajo oni to blokado, bodo seveda zagovarjali, da to ni ok. Ne? Ampak to potem izvira iz njih. In tudi to je ok, da jim dovolimo in da jim pokažemo tudi, da gremo v akcijo in jim pokažemo, da je možno. Tako da to je samo omejujoče prepričanje, ki ga je čim prej fajn prebiti. Ok? Je se mogoče kdo najde v teh vprašanjih oziroma v teh pomislekih? Če je, pač poznaš zdaj pot, veš kako naprej, jaz bi pa šla kar na skrivnost 3, na tretji delček te naše sestavljanke, ki je tudi blazno pomemben. In to je, da naredimo sistem za generiranje novih strank in pri tem ohranimo torej avtentičnost. Ok, zdaj kakšen je ta sistem? Torej, sistem, ki ga tukaj lahko vidiš, je nekako iz 4 korakov. Ne? Torej, prvi korak je magnetično privlačna brezplačna ponudba, potem je drugi korak grajenje odnosov, dajanje vrednosti, tretji korak je plačljiva ponudba in pa četrti korak je polnjenje lijaka. In potem se seveda tole tako začne vrteti. Zdaj, kaj pomeni sistem za avtomatsko pridobivanje strank? To je v bistvu sistem, kjer ga enkrat postaviš, potem ga pa pač ti sam avtomatsko deluje, tako da v bistvu pridobiva nove stranke in gradi odnose. To si lahko predstavljaš kot en taki bančni avtomat, ki ti prinaša torej stranke in pa avtomat pač seveda tudi potem tudi denar. Zdaj, torej, ko imamo torej celostno grafično podobo, ko imamo temelje postavljene za brand, ko imamo tudi spletno stran, je fajn torej, da imamo ta sistem, ki nam bo avtomatsko pridobival stranke. Zdaj, od kje se je to razvilo? Ne? Jaz recimo zelo ne maram tiste verzije Topshop prodaje, ali pa tega vsiljevanja, ali pa vsiljenega marketinga in tako naprej. In da v bistvu brezglavo slediš nekim napotkom, ki jih mogoče imajo neki strokovnjaki, pa tebi ne sedejo ali pa niso avtentični zate. In to je meni šlo zmeraj blazno na živce in sem iskala, kakšna pa je druga pot. Ker mi ta pot biti kot en Topshop, samo bla bla bla, kupi, res mi ni sedla. In verjamem, da marsikomu od vas tudi ne. In obstaja v bistvu drugačna pot. In potem, ko sem v bistvu jaz začela raziskovati, kakšna je ta drugačna pot, je v bistvu pot zelo naravna. Če pogledamo v resnici ene zmenke, ali pa če greš z nekom novim recimo na kavo, kaj se zgodi? Na kavi v bistvu daš nekomu priložnost, obojestransko, da drug drugega spoznata. In če je ta kava uspešna in če se s tem človekom pač povežeš, potem je zelo velika verjetnost, da želiš z njim ostati v stiku. Mogoče greš še na naslednjo kavo, mogoče greš potem na kakšen izlet, in tako naprej. Se pravi, se gradijo odnosi. In v vsaki tej kavi mora biti nek doprinos, mora biti neke dajanje vrednosti. Pa to ne govorim, da skozi manipulacijo, ampak vrednost morate videti drug pri drugem, torej vrednosti. Ali je to vrednost, da se imaš fajn s to osebo, ali da, ne vem, lahko predebatiraš nekaj, s komer ne moreš predebatirati, ali da te sliši. Skratka, na ta način potem se gradijo odnosi. In v poslu je v bistvu zelo podobno, da želimo graditi odnose in to počasi. In lijaki, ti pač pri tem grajenju odnosov, torej lahko blazno
pomagajo, ker gradijo odnos in pa pridobivajo nove stranke. In te lijake torej lahko vključiš v svojo spletno stran, da postanejo torej kot avtomat za tvoje pridobivanje strank, grajenje odnosov in je v bistvu ena taka zmagovalna kombinacija, ker ko enkrat postaviš, ti potem ti lijaki in to vse deluje 24 ur na dan, brez kakršnega tvojega dodatnega dela. Razen tega, da pač skrbiš za to, da se ti lijaki seveda polnijo. In potem, ko se polnijo in so optimizirani, to pomeni, da ti avtomatsko prinašajo stranke, kar pomeni, da če prideš v obdobje, da mogoče želiš povečati število strank, je tvoja samo naloga, da gradiš bolj na prepoznavnosti oziroma na polnjenju tega lijaka. In to je res ena taka zlata vredna zadeva, ki jo lahko ima vsak podjetnik, podjetnica izmed nas. Dajmo zdaj po točkah pogledati ta sistem za avtomatsko pridobivanje strank. Zdaj, obstaja jih seveda več, ampak tukaj je recimo en, ki je taki delujoč, preverjen, zelo pogost in ga vsak izmed nas lahko uporabi. To je recimo magnetično privlačna brezplačna ponudba. To je ponudba, ki se ji tvoja idealna stranka ne more upreti. Torej, pomembno je, da je visoke kakovosti, fino je, da je nekaj zimzelenega in pa to je v bistvu vstopna točka v tvoj posel. Pogosto vidimo to kot kakšne PDF-je, torej, da v zameno za mail dobiš neki PDF, in marsikdo bo rekel, ampak to več ne deluje, vsi že imamo preveč tega. Tukaj se treba zavedati torej tega, da mora biti torej to visoke vrednosti. Da ni samo to, da ni torej cilj te ponudbe to, da nekoga pritegnemo in da ga prepričamo, da se prijavi na našo mailing listo, ampak je cilj, da ga sezujemo, da ga navdušimo. To lahko si predstavljaš to kot tisto prvo kavico. Če je tista prva kavica zelo grenka in jo komaj preživiš in hočeš čim prej spiti to kavo in zbežati stran, potem veliko za naprej ne narediš. Če pa ti vzameš, da je ta kavica takšna, da bo tvoja idealna stranka, jo vržeš po tleh, da je navdušena nad tabo, bo seveda potem ostala v tvoji bližini, in gradijo se potem odnosi naprej. Zaradi tega je tukaj zelo pomembno, da je ta ponudba res fantastična. In če vemo torej, kaj je naša glavna ponudba, če vemo, komu želimo mi služiti, potem lahko zelo hitro ugotovimo, kaj je ta brezplačna ponudba, ki bo ena stopnička pred glavno ponudbo, ker s tem bo potem naravno vodila v nakup glavne ponudbe. Seveda to ne pomeni, da vsi, ki se bojo tukaj na brezplačno prijavili, bojo potem tudi kupili. To je ta lijak, ki se potem torej avtomatsko filtrira med tistimi pravimi strankami in tistimi, ki mogoče to niso. In to je prav in to je okej. In enkrat, ko torej dobijo to ponudbo, se prijavijo na to ponudbo, pridobijo, potem je naslednji korak, da zdaj z temi ljudmi gradimo odnose, dajemo vrednosti. Ker grajenje kvalitetnih odnosov se začne pri dajanju vrednosti. In idealna stranka v tem procesu idealno doživi prve transformacije. Ker če tega koraka ne bi bilo, kako bi to izgledalo? To bi izgledalo torej, da gremo na prvo kavico, tista kavica je fantastična, so navdušeni in potem od nas tišina. Tukaj se bo potem idealna stranka počutila izgubljeno oziroma bo verjetno dobila občutek, da mogoče pa je samo ona bila tako navdušena, da v bistvu pa mi nismo preveč navdušeni. Zaradi tega damo ji tukaj v bistvu s tem grajenim odnosom, dajanje vrednosti, ji damo dodano vrednost. Se večkrat oglasimo, jo podpremo. To običajno delamo z e-mail kampanjo, ki se potem avtomatsko sproži, ko se nekdo prijavi torej na našo brezplačno ponudbo. In potem je tretji korak, da ponudimo tudi plačljivo ponudbo. Ne pričakovati, da nekdo ve, kaj ti ponuješ, ali drugo, ne pričakovati, da če bo nekdo želel sodelovati s tabo in ga ti ne povabiš oziroma spomniš na to, da imaš ponudbo in da lahko zdaj pa pridejo naprej, če so pripravljeni, da se bo to zgodilo. Mogoče tu pa tam ja,
ampak tukaj izgubljaš veliko priložnosti. A ne? To si lahko recimo predstavljaš tako, da torej, greš na kavico, obe strani navdušeni, ostanete v stiku preko SMS-ov, preko tistega, ne? Ampak zdaj, če jo ti ne povabiš, mogoče na kakšen dogodek ali pa ne vem, domov na kosilo ali pa na večerjo, da greste skupaj ali kakorkoli na neko naslednjo druženje, mogoče se ta niti ne bo spomnil, a ne, stranka. Zato je fajn, da mi vodimo našo idealno stranko in da jih pač peljemo za roko po posameznih korakih, ki smo jih torej načrtovali. In torej v biznisu jih torej tudi povabimo na našo plačljivo ponudbo. To je lahko nizkocenovna ali pa višjecenovna ponudba. Pristop pri teh dveh je recimo pa drugačen. Če je to nekaj nizkocenovnega, potem jih lahko peljemo direktno, klikni in kupi tukaj. Ne? Če pa je nekaj više cenovnega, pa je mogoče potrebno še kakšen dodaten korak, mogoče kakšen posvet ali pa kaj takega, da se potem lažje ta naša stranka odloči, ali je to nekaj za njo ali ne. In oboje je ok. Ker s tem, ko daš nekomu na mizo, da tukaj je pa ponudba, ki bi zdaj bila smiselna, da je naslednji tvoj korak, povabiš tiste, ki so že pripravljeni, in pa seveda tiste, ki pa niso, bojo pa itak rekli ne, in tudi to je ok. Okay? In potem seveda, ko imamo zdaj ta celoten sistem lepo pripravljeno, poskrbimo zdaj za polnjenje tega lijaka. In tukaj smo spet pri tem, da stopiš pred novo občinstvo. In to lahko stopiš tako, da greš, sodeluješ z mediji, da pišeš redno blog, snimaš podcast, objavljaš na družabnih omrežjih, lahko skleneš kakšna sodelovanja s tistimi, ki imajo tvoje idealne stranke. Torej vprašaš se, kje so tvoje idealne stranke in kako jih lahko ti podpreš. Še dodatno, kako lahko prideš do njih. Zelo zanimivi so tudi kakšni sistemi, kjer integriraš svojo ponudbo, torej lahko popolnoma brezplačno ponudbo integriraš v kakšne druge sisteme tvojih partnerjev, promo partnerjev in tako. Zakaj? Zaradi tega, ker z integracijo svojega sistema to pomeni, da bo torej ta tvoj partner recimo povabil ljudi na to tvojo brezplačno ponudbo. Lahko pa je tudi v plačljivo. In potem, ko se integrira, torej da integrira nekako v svoj sistem ta tvoj partner, ti zmeraj znova stopaš pred novo občinstvo. In običajno seveda je potem tudi kontra. In takšno sodelovanje v bistvu lahko skleneš s takšnimi podjetniki in pa podjetnicami, kjer služita istemu občinstvu, pa imata komplementarno ponudbo. Primer, recimo, kjer je tukaj zapisan, je recimo zavarovanje pa nakup avtomobila. Če greš recimo v avtohišo, imajo v njihovem sistemu pogosto že integrirano, da ko kupiš avto, ti ponudijo tudi, da lahko tam na istem mestu narediš tudi zavarovanje. Se pravi, je integracija med dvema, avtohišo pa zavarovalnico. In vsi vpleteni so tukaj zmagovalci. Avtohiša, ker svojim strankam lahko da dodatne storitve, dodatno ponudbo, verjetno tudi kaj zasluži še dodatno, zavarovalnica, ker avtomatsko dobiva nove stranke, in pa ta, ki kupi avto, mu je mogoče fajn, ker lahko na istem mestu, ko kupi avto, pač uredi tudi vse ostalo. In tudi ti lahko v tej smeri začneš torej razmišljati, kako lahko narediš torej sisteme, kjer mogoče avtomatsko prideš do novih in novih strank. In tako lahko z enkratnim delom ustvariš v bistvu cel sistem, ki bo avtomatsko gradil odnose in pridobival idealne stranke, ki jih dejansko zanima tvoja ponudba. In pomembno, to ponudbo tudi potrebuje. Tako da gremo pogledati še primer. Torej, joga učiteljica specializirana za mlade mamice. Kaj bi bila torej magnetično privlačna brezplačna ponudba? Je torej tale brezplačni 10-dnevni poporodni tretma. Kako lahko zdaj gradi odnose, da vrednost? Odnose torej bi lahko gradila z nasveti, vajami, vadbami, kakšnimi brezplačnimi predavanji, razlagami, torej kako poskrbeti zase, za dojenčka, ki prejemajo redno na e-mail ali pa v skupini. In pa seveda to bi lahko potem bila ena taka zelo velika vrednost, ki bi jo dobile ta mlade mamice.
Potem plačljiva ponudba bi bila torej, da vabilo, da se pridružijo skupini mladih mamic za redno vadbo s skupnimi sprehodi. Lahko bi bila tudi to kombinacija, odvisno torej, kaj je najbolj smiselno za to glavno ponudbo. In pa zdaj, kako pa bi polnila lijak. Če so prve 3 točke, torej lijak, torej najprej se prijavijo na brezplačno ponudbo, potem gradijo odnose skozi, ko se prijavijo, torej se sproži sekvenca mailov, s katerimi dobivajo še dodatne nasvete, vaje, razlage, podporo, in tako naprej. In potem vabilo na plačljivo ponudbo. In to si lahko predstavljaš en taki simpel lijak. Polnjenje lijaka pa je potem z redno objavljanje na družabnih omrežjih, kakovostne vsebine, torej intervjuje in delavnice pri drugih komplementarnih ponudnikih, darilni boni in vabilo v brezplačni program, recimo v porodnišnicah, potem tudi kakšen affiliate program pri Dulah in tako naprej, torej priporočilni. Skratka, veliko je potem tukaj možnosti za polnjenje lijakov. Ok, Maja pravi, iskreno hvala, odlično, me podarke kar nekaj aha momentov k stvarem, ki jih že vem in vpeljujem ponovno prenoviti moj CGP in da moja spletka rabi ponovno pozornost, nego in pretvoritev, da bo izražala mojo sedanjo vizijo ter poslanstvo. Ok. Priporočam za posnetek. Ja, posnetek. Ok, gremo pogledati še zdaj to. Mogoče si zdaj misliš, da ne boš potem delal oziroma delala samo brezplačno. To je en pogosti pomislek, ki ga dobimo, ker damo nekaj na brezplačnega. Zdaj, kaj je ta pomislek, oziroma seveda ne želimo delati samo brezplačno. Tukaj je zelo pomembno, da v bistvu strateško pristopimo k vsakemu projektu, ki ga se lotimo. Kaj je s tem mišljeno strateško, da se lotimo? Da razmislimo o tem, kako lahko iz določenega projekta torej pridobimo stranke oziroma pridemo do zaslužka, kako lahko gradimo prepoznavnost in kako lahko naredimo ta projekt recimo čim bolj učinkovit. Kar pomeni, da bo nam služil oziroma da ga lahko avtomatiziramo, da ga lahko uporabimo, torej ta projektček drugje. In potem, ko pokriješ vse te, z enim projektom, vse te 3 komponente, seveda ne delaš samo brezplačno, ker dobiva stranke, ker daješ vrednost, gradiš na prepoznavnosti vse hkrati. Tako da samo pomembno je, da zberemo in strateško dobro postavimo ta naš projekt. Zdaj, če te je strah, da daš preveč brezplačno, jaz verjamem, da večina izmed nas, podjetnikov, podjetnic je radodarnih in radi dajemo veliko. To te v bistvu ne rabi biti strah, zaradi tega, ker več kot ti daš, večje, kako bi rekla, ko dajaš, je fajn, da smo odprti tudi za prejemanje. Zaradi tega, da se potem ta krog lepo sklene. In potem več kot dajaš, seveda več tudi prejemaš. In dati preveč brezplačno, v bistvu je skoraj težko, ker če te je strah, da daješ brezplačno preveč, potem se vprašaš, ali je tvoja ponudba res tako zelo dobra, oziroma kako jo lahko izboljšaš, da bo še boljša. Ok? Tako da ta strah lahko kot komot odpihneš. Meni recimo v začetku poti so mi velikokrat govorili, joj Maja, ampak zato bi pa ti lahko računala, pa daješ recimo kar brezplačno. In seveda sem potem o tem tudi jaz razmišljala, ampak čez leta se je v bistvu izkazalo, da ko smo radodarni, ko veliko dajemo, potem v bistvu ti prvi koraki, ko jih spoznavamo se z našimi idealnimi strankami, pomenijo, da bomo jih prvo navdušili in gradili super odnose, kar pomeni, da bomo potem hitreje gradili na zaupanju. In to je nekako tukaj v bistvu zelo ključnega pomena. Zdaj, mogoče pa imaš izkušnjo ali pa prepričanje, da ta sistem ne deluje oziroma ne prodaja. Zakaj? Zaradi tega, ker velikokrat slišim to, ja, Maja, jaz imam tam PDF ali pa imam nek freebie, ampak to ne deluje. Pomembno je, da so pokrite torej vse komponente, vsaj te, skozi katere smo šli in da so strateško postavljene. Največkrat je problem to, da
ta brezplačna ponudba nima nobene vrednosti za našo idealno stranko. Mogoče si mi mislimo, da je za nas neka vrednost, ampak za stranko nima. Ali pa je to samo, da se prijavijo, potem pa dobijo nek promo material, ker nima nobene velike vrednosti za stranko. To je prva napaka. Potem druga napaka je, torej, da se prijavijo recimo na to brezplačno in potem ni tišina od nas. Seveda potem ne bo konverzija tako velika. Ali pa tretja napaka je ta, da v bistvu ne ponudimo jim potem naslednjega koraka. Mogoče bo marsikomu to čisto samoumevno, ampak za veliko ljudi v bistvu ima neko prepričanje, da ne želi zdaj siliti svojih idealnih strank ljudi k temu, da bomo jih kupili. Treba pa se zavedati, da s tem, ko imaš prepričanje, da jih siliš in jih niti ne povabiš na naslednji korak, izgubljaš pač veliko strank, ker v resnici nikoga ne siliš, lahko ga samo povabiš. Okay? Zdaj, mogoče si govoriš, da to ni primerno za tvoj brand, mogoče deluješ recimo samo offline. Tudi to ni res. Če si v današnjem svetu, je vsak posel fajn, da je tudi delno online. Pa če vzamemo recimo za primer pizzerijo. Če bi pizzerija imela neko dodatno ponudbo, da recimo, če naročijo pico in jim delijo, ne vem, izpolni en obrazec, kjer vpišejo svoj mail, da se prijavijo torej na nadaljnje obveščanje, dobijo mogoče brezplačno pijačo ali pa ne vem, nek dodatek, zdaj si izmišljujem, je ta torej brezplačna ponudba blazno zanimiva in veliko ljudi se bo torej tu odločilo in delilo svoj mail. In če bomo potem mi ta mail dajali veliko vrednosti in jih recimo spomnili, da zdaj, če grejo iz službe in naročijo pico in jo prevzamejo, lahko imajo recimo popoldne full fry za svojo družino, zase in ne rabijo razmišljati o kosilu pa kuhanju, ker bo pica že ta čas recimo pripravljena, ko bojo oni prišli iz službe recimo do njih. In lahko zelo lepo gradimo si eno tako zadevo. Ker treba se tudi zavedati, da tudi ti, ki se prijavijo recimo na to pizzerijo, mogoče nimajo vsak dan v mislih, da bojo pa zdaj vsak dan jedli pico, ampak če pa pogosto dobivajo, da bi pa mogoče za kosilo lahko jedli pač pico, zdaj pustimo, koliko je to iz vidika zdravstva, ampak samo za primer, večkrat, ko mi nekaj slišimo, bolj nam ostane v spominu in verjetno se potem tudi večkrat odločimo za to. Že imaš mogoče kakšno idejo za svoj prvi ali pa naslednji lijak. Ker ni nujno, da se ustavimo torej samo pri enem lijaku. Erika pravi, posnetek bi tudi meni prišel, da vse to obilje znanja ponovno vidim. Ja, bom poslala potem link do posnetka, seveda z veseljem. Zdaj, če ne, dajmo malo narediti povzetek. Če te zdaj recimo vprašam, da če imaš spletno stran, ki deluje kot tvoj prodajalec, tvoj asistent, 24 ur na dan, brez dopustov, praznikov in bolniških, če imaš sistem oziroma če izstopaš iz konkurence in si magnet za svoje idealne stranke in če imaš sistem za generiranje novih strank in pri tem ohraniš avtentičnost, a si lahko uspešen oziroma uspešna? Verjetno je odgovor ja, seveda, In jaz upam, da si tudi zdaj ti že bolj navdušen in navdušena, da se da, ker se da. Samo treba je narediti korake in prej, ko narediš prvi korak, prej bodo tudi uspehi. Zdaj, jaz seveda v tem času, ki smo ga zdaj skupaj nekako preživeli, sem lahko skušala deliti čim več informacij, koliko se v tem času kontejnerju seveda dalo. Razumem pa, da je marsikdo zdaj čisto preobremenjen in izgleda mogoče nekako tako. Čisto čisto razumem, nič ni narobe in če si v tem, kar smo zdaj govorili, dobila neko vrednost, imaš neko bolj jasnost, neko vrednost, potem v bistvu ti lahko razkrijem to, da v bistvu v kakršenkoli program, ki ga potem pri meni lahko nadgradiš, dobiš še vsaj 10-krat takšno vrednost. Ampak ne zdaj se preobremeniti z temi informacijami, vzemi korak po korak in idi naprej. In jaz upam, da zdaj, da si za to,
jaz sem seveda pripravila vam tudi eno bližnjico za tiste, ki želite narediti korak naprej, oziroma ki si želite narediti ta prvi korak čim prej, je ta bližnjica za še bolj hiter in pa še boljši preboj v poslu. Okay? In kmalu ti predstavim, ampak najprej poglejmo še tole. Zdaj na tej točki seveda imaš, jaz verjamem, da če še spremljaš, da si želiš narediti korak naprej. In na izbiro imaš v bistvu zdaj dvoje. Če smo zdaj na točki A in si želiš na točko B, to lahko narediš tako, da greš solo pot, ki je seveda lahko, nobena izmed teh poti ni slaba. Je samo tista tvoja izbira. Kaj želiš, kaj je tvoj cilj, kaj si bolj želiš. Lahko zbereš torej solo pot, ki je običajno malo bolj dolga, pa mogoče ima več testiranja, učenja in tako naprej, ali pa imaš pot z mentorjem. Torej, da te nekdo po tej poti vodi, kjer je pa običajno hitrejša in bolj učinkovita. Obe poti sta ok, tako da lahko izbereš svojo. Zdaj, če te minka pot z mentorjem, sem v bistvu jaz pripravila en program, kjer v bistvu, ko sem ustvarjala ta program, sem imela izbiro na dvoje. In sicer, da pripravim program, kjer bo nižja cena in samo en online program, ampak potem vemo, da se velikokrat zgodi, da ko spremljamo nek online program, ali imamo kakšne vprašanja, ali ne vemo narediti koraka naprej, ali ne vemo tehnično, kako kaj izvesti in tako naprej. Zaradi tega v bistvu se za to možnost, da bi bil samo online program, nisem odločila, ampak sem v bistvu pripravila program oziroma celostni pristop, ki pokriva tako na eni strani strategijo, plus kako nekaj narediti, plus podporo in pa nadaljni razvoj. Ker šele tako, s tem celostnim pristopom, lahko pridemo do res pravih rezultatov. In s tem programom lahko še bolj se fokusiraš tistemu, kar je res pomembno v poslu, z manj stresa, da živiš res tisto, ta pravo svoje poslanstvo, narediš prave spremembe oziroma vpliv v svetu. S tem programom lahko pomagaš večjim ljudem in to na višjem nivoju in bolj profitabilno. In pa imaš tudi več časa zate. Hkrati pa se izogneš tudi v narekovaju teh slabih strankam, ker imaš sisteme, ki jih filtrirajo. Izogneš se temu, znebiš, da bi obstal oziroma obstala na mesto, ker ne veš narediti naslednji korak, ali pa garanju brez pravih rezultatov, ali pa temu, da delaš, pa se izčrpaš, ali pa se izogneš tega, da bi imela kdaj premalo idej, ali pa iskanju tega, kako nekaj narediti, ker v tem programu imaš vse to pokrito. In ta program je v bistvu legendarni, to je bližnjica do izstopajočega, magnetično privlačnega, profitabilnega in pa hitro rastočega posla oziroma brenda. In sicer zajema legendarni krovni trening. To je metoda oziroma proces, kjer te vodim po korakih, da osvežiš ali pa postaviš brand čisto od nule. In to ti ostane, v bistvu do tega programa ti ostane zmeraj, tudi če potem legendarni je načeloma letni program, ki ga potem podaljšuješ lahko, ampak legendarni krovni trening ti pa ostane. Tako da če v bistvu čez pol leta ali pa ne vem, čez 2 leti ugotoviš recimo, da zdaj pa želiš pivotirati ali pa želiš narediti novi brand, se lahko vrneš na ta krovni trening in spet od začetka postaviš svoj brand. In ko enkrat veš, kako to deluje, lahko enostavno pivotiraš, lahko enostavno narediš nov brand, če želiš in če se kadarkoli kaj zgodi. Tako da to je ena taka res zelo velika vrednost, ko enkrat imamo to znanje. Potem imaš 12-mesečno moje mentorstvo, kjer imamo redna srečanja, mesečna srečanja, običajno nekje 2-krat na mesec, in pa z enim posebnim dogodkom na mesec in intenzivom na četrtletje. Tako da moje mentorstvo je v bistvu na eni strani namenjeno za tvoje, ko delaš na posameznih projektih, da jih lahko še bolj strateško postaviva, da ti pomagam, kako narediti in tako naprej.
Veliko krat se tukaj zgodi, da postavimo en cel sistem potem, da ima nekdo, recimo zadnjič smo z eno stranko, je želela prirediti samo en dogodek in sva iz tistega naredila v bistvu dogodek, ki je bil mišljen brezplačno, sva naredila cel sistem, tako da je v bistvu ta dogodek pokrival vse 3 glavne stebre. Da je bil profitabilen, kljub temu, da je bil v začetku brezplačen, da sva dali komponento, kjer je lahko zaslužila in kasneje pridobivala tudi nove stranke, kjer je gradila na svoji prepoznavnosti in pa je naredila svoga, torej poskrbela za učinkovitost, kjer je postal v bistvu kot en bonus oziroma en lijak ločen. Tako da na teh srečanjih se res da ogromno narediti. Potem je zraven še legendarni asistent, ki pokriva tisti delček, kako nekaj narediti. In tukaj že imaš, kako narediti spletno stran, kako jo optimizirati. Skratka, vse te, kako narediti, so v legendarni asistent in tukaj v bistvu ti kot vodja imaš dostop do vsega. Če pa imaš zraven še kakšnega asistenta ali pa asistentko, lahko tudi ta tvoj asistent dobi dostop do tega delčka asistent, kjer imamo potem tudi srečanja, tako da, kaj to pomeni? Da se ti v bistvu z asistentom ne rabiš ukvarjati, ti mu samo poveš, to pa to moraš narediti in potem se lahko asistent, kako zdaj to naredi, obrne v članski center in pa na podporo name. Ok? Tako da imamo torej skupnost za legendarne in pa skupnost za asistente, kjer lahko zmeraj vsak delovnik ali pa ne delovnik, torej postaviš vprašanje in dobiš v roko 24 ur med vsakim delovnikom tudi odgovor. Ok, potem dobiš v bistvu dostop tudi do že obstoječih treningov. Trenutno še rastejo in se dopolnjujejo, ampak trenutno so v bistvu samo ti treningi, ti lahko definitivno v enem mesecu se ti povrne investicija za celo leto. Če implementiraš samo enega ali pa 2, tudi če še brenda nimaš postavljenega, če si na začetku, lahko z temi treningi narediš investicijo v enem mesecu zagotovo povrneš. Tudi če si na nuli. Če pa že imaš kaj postavljeno, pa toliko boljše. Ok? Tako da do teh treningov, od tega, kako uspešen summit narediti, kjer lahko torej zaslužiš, pridobiš nove stranke, gradiš avtentičnost, se pozicioniraš in tako naprej, do tega, kako narediti lijake, ki bodo uspešno delovali, do tega, da že imaš v bistvu pripravljene recepte za posamezne lijake, samo vzameš in implementiraš, do kako pripraviš akcijske kampanje, kako povečaš obiskanost na spletni strani, kako izboljšaš konverzijo, knjižnico zgodb, ki konvertirajo, zgradiš. Skratka, teh treningov globokih je že nekaj in ti treningi vsebujejo torej strategijo in pa kako nekaj narediti. Tako da to je v bistvu res investicija v tvoj posel. Samo s temi treningi, zdaj katerega se lotiti, da boš ti si najhitreje povrneš investicijo, pa seveda lahko narediva celoten načrt v samem tistem sklopu mentorstva. Okay? Potem pa seveda v času, ko si v tem programu, dobiš tudi vse vstopnice, običajno so to VIP vstopnice na vse moje dogodke, ki so sicer pač plačljive. Torej, če si želiš obilja strank, biti najbolj zaželen ponudnik, ponudnica svojih storitev ali produktov. Če si želiš imeti več prostega časa za svoje stranke, za razvoj posla, za sebe ali pa za svoje bližnje ali pa samo zase, tudi ok. In če si želiš pripravljati projekte, od katerih so dejansko rezultate in pri tem ne ugotavljaš, kaj deluješ ali pa se iztrošiš, če si želiš več zaslužiti in se ob tem odlično počutiti, ker veliko vrednosti daš s temi ponudbami, če želiš biti prepoznaven, prepoznavna na vsakem koraku, imeti jasnost, kaj je tvoj naslednji korak pri razvoju tvojega posla, postati pravi lider oziroma liderka svojega brenda in življenja in imeti tudi tisti občutek varnosti, ne samo, da zmoreš, ampak da lahko skreiraš, kar si želiš, kadarkoli. Če je kateri izmed teh bil ja ali pa vsi, potem seveda več ni časa za čakanje pa odlašanje, ker je res škoda, ne? Ker mimo tebe lahko gre še pol leta, par mesecev, kakorkoli, pa ne bo nič drugače čez pol leta, če nič drugače ne narediš. Ampak preden narediš prvi korak, prej lahko prideš torej tudi do rezultatov. Okay?
kaj narediti? Jaz te potem povabim, da si rezerviraš termin za posvet z mano, da ugotoviva, ali smo pravi fit, ali te lahko podprem. In sicer na mod.si, pošiljnica Legendarni, je koledarček, kjer lahko klikneš na posvet in se slišiva preko telefona. Če ne želiš preko telefona, mi lahko tudi pišeš, tam je en okvirček na tej spletni strani za chat, ali pa me kje najdeš na družabnih omrežjih, ali pa mi enostavno pišeš na maja@mod.si in se pogovoriva, ali je to to. In če na tem posvetu ugotoviva, da je to zate in si ready za korak naprej, potem ti pripade še en poseben bonus. Ampak ta bonus pa ti razkrijem na samem posvetu. V roku 24 ur pa lahko sprejmeš odločitev. Zakaj sem dala to 24 ur? Zaradi tega, ker tisti podjetniki in podjetnice, ki sprejmejo hitro odločitve, ki grejo v akcijo, imajo tudi najboljše rezultate. In jaz si želim s takimi tudi sodelovati. Zato je to en taki, tale bonus pa je običajno prilagojen vsakemu posamezniku, oziroma je en bonus, ampak dejansko bo vreden zelo, zelo veliko. Tako da vabljen oziroma vabljena, da rezerviraš svoj termin in da gremo končno v preboj, in da greš čez to, da prebiješ led, da greš naprej. Jaz razumem, da če je mogoče še nisi investirala ali pa nisi investirala v kakšen takšen mentorski program, ki ima veliko vrednosti in ti lahko pomaga na naslednji korak in čutiš čez to, kar sem ti zdaj povedala, da je to nekaj zate, potem je škoda, da se blokiraš. Če slučajno te blokira to, da zdaj trenutno nimaš investicije za to, a je res to vredno, da bo denar določal to, kar bo tvoja naslednja odločitev, oziroma kaj bo tvoje življenje? Ker investicijo si lahko pokriješ v enem mesecu in do tega denarja lahko zelo hitro prideš. Lahko že danes organiziraš nekaj, da si povrneš investicijo. Lahko si izposodiš ta denar in ga investicija, če se ti povrne vsaj v enem mesecu, že v prvem mesecu, potem jaz ne vidim, kje je tukaj v bistvu tale blokada, ki jo imamo, ampak čisto razumem, ker sem jaz bila na enakem mestu, ko so me finance zelo, zelo ovirale in sem se zelo pogosto blokirala, samo ko sem pogledala ceno, pa rekla, to pa je predrago. Ampak ko sem prvič naredila ta preskok in sem šla, investirala, kljub temu, da sem bila v blazno neudobnem položaju in si denar izposodila, sem v bistvu doživela en preporod, ker vidiš potem, kako lahko, ko si privoščiš v narekovajih, oziroma ko si dovoliš narediti bližnjico, ko si dovoliš investirati vase, ko si dovoliš investirati v svoj posel, kam lahko prideš in kako zelo hitreje. In jaz ti v bistvu želim prihraniti tole blokado, oziroma ti pomagati, da greš čez to, zaradi tega, ker res je to program, ki te bo celostno podprl. Verjamem, da ni za vse, ampak če ti zavibrira moj način dela, to, kar smo govorili, potem je res škoda, da bi čakal oziroma čakala, in da rezerviraj svoj termin ali pa mi piši, kaj je tvoj problem, kaj te ovira, in skupaj lahko zagotovo najdeva tudi rešitev. Tudi če ne moreš trenutno plačati v enem kosu, obstajajo na obroke možnosti, tako da naj te to ne ovira. Zdaj, če ni več vprašanj, jaz ti želim veliko uspehov, želim ti, kakorkoli se odločiš, katerokoli pot izbereš, ti želim veliko uspehov, da si na tej poti torej res uspešna, da si na tej poti res uspešen, tako da veliko uspehov in pa srečno pot. Uživaj in čau, čau.